Portal 100. Intervju. Dobrodošli v Portal 100 intervjujev. Poslušate prvo sezono in tretjo epizodo. Danes pa je z mano ena zelo taka zanimiva oseba, ki je pa aktivna na večjih področjih. On je v bistvu popotnik, je podjetnik, je youtuber, včasih je imel pa tudi diskoteko, pa najbrž sem še kaj pozabil dodati. Tako da nam boš kaj ti več povedal v bistvu o sebi. Tomaž, zdravo. Živjo, Miha, hvala za tak lep napovednik, lep uvod. Ja, tako kot si rekel, vse to sem. Verjetno bi se še marsikaj dalo povedati, no, kaj vse živo počnem. Počnem veliko stvari, najbrž preveč, ker boljše, da se človek ene drži, pa da je v tisti dober, ne. Sicer mogoče malo dolg čas rata, ne. Ampak ja, jaz sem veliko stvari delal, mogoče bilo pa boljše, če bi jih manj. Me pa v bistvu zanima, veš kaj, glede na to, da se s tolikimi stvarmi ukvarjaš, koliko sploh spiš kaj na dan? Kar se tiče spanja, imam jaz to v glav že zelo dolg časa, kar od nekdaj bom rekel, ne, da človek spati more, ne, in meni za spanje ni škoda časa, tako da jaz spim, bom rekel, spim kar dost, dam dost na spanje, čeprav ne bom pa rekel, da je zmeraj tako bilo, ne, se tudi spomnim se, rečemo 15 let nazaj, bom rekel, med 15 in 20 let nazaj, sem bil najbolj aktiven, sem se začel v te računalniške zadeve, internet poglabljati vse skupaj in takrat sem se učil, raziskoval, mucel k projektu. Takrat sem res kdaj bolj malo spal, ampak sem pa zmeraj imel to, da če sem bil zaspan, sem šel spat, no. Tako da dam veliko na spanje. Ti si v bistvu, bo tako rekla, ti si bil en tak, recimo, se mi zdi zelo veliko si upal, no, saj po tem sodeč, čimer se zdaj ukvarjaš, ne. Ne vem, če tako malo gledam tvojo mladost, star si bil toliko ko jaz, pa si že na primer diskoteko šel odpret. A se ti zdi, da si tak človek, no, da si kar upaš, kar si nekaj zastavaš, da boš to tudi naredil, glede na to, da se s tolikimi stvarmi zdaj ukvarjaš, no, pa da nekako ti kar uspeva, lahko rečem, ne. Saj trenutno, kar se tiče podjetništva, ne, sem videl, da si kar uspešen, pa tudi zdaj, ko delaš YouTube vloge, ti ljudje kar precej sledijo, ne. Za kakšnega človeka se imaš v bistvu tazga, da si trmast, da pač, ko si nekaj zastavaš nek cilj, da ga moraš narediti? Zagotovo sem trmast, vztrajen, ne obupam ravno hmal. Zdaj, kar se tiče pa poguma, je pa tako, vsak človek je na nekih področjih izredno pogumen, mogoče celo preveč, na katerih pa zelo boječ. Isti sem jaz. Jaz rečemo na tem podjetniškem področju, še, ko si prej omenil diskoteko, ne, to je bilo res, sem hotel reči, da je bilo res treba imeti pogum, pa se bom popravil, ne bom rekel, da je bilo treba imeti pogum, ampak bom rekel, da sem mogel biti majčkeno neumen, da sem sploh šel v to, ker to je bilo toliko kreditov, toliko vprašanj, a bo laufalo, a bom dovoljenje vse dobil, a bom kredite vrnil, to je bilo... No, to me zanima, ti začetki, ja, ta diskoteka, saj to v bistvu bila tudi ena zadeva, ki me malo zanima, če lahko v bistvu o tem poveš. Kako si se ti pri 26 letih kar odločil, da boš šel v to, da boš ti zdaj pa diskoteko odprl, kar? No, kaj pa ti misliš, zakaj sem se odločil? Ja, ne vem, po mojem... Jaz mislim, moje osebno mnenje, če pomislim, je verjetno tudi en del tega, da najbrž je bilo treba preživeti nekako, ne? To ni bilo niti malo, ne? Da bi se šlo zaradi preživetja. Diskoteko sem jaz odprl izključno zaradi tega, ker sem mislil, da bom večji frajer pri puncah. To je bilo to, pal. To je bilo to in to je običajno
pri moških je za veliko stvari to glavni razlog. Punce, ženske, pa tudi tisti, ki so poročeni, si kupijo dober avto, zato da bo še kakšno ljubico dobil. V to sem jaz prepričan, to je moje mnenje, lahko da je od koga drugačen. Ampak zase sem iskreno povedal, je pa malo ljudi, ki to iskreno pove. Ne? In jaz sem izključno zaradi tega to odprl. Tudi ti video si verjeten moj poslušal, zato me tudi to sprašuješ o diskoteki. Sem res, da že nekaj časa nazaj, pa sem že mačkam pozabil. No, tam sem tudi povedal, da je bila to absolutno zgrešena investicija. V bistvu po en stran zadeva, na katero sem najbolj ponosen, da sem to sploh speljal, ampak zgrešen posel pa čisto tako, da bolj ne bi mogel biti zgrešen. Prvič, iz finančnega vidika, to jaz sem kredite povrnil, zaslužil s tem absolutno nič. Pa še druga stvar, ki tudi ni nepomembna, ne? Jaz sem s to diskoteko 12 let svojega življenja zabil, ki bi mogoče nekaj drugega, če bi se z računalništvom in z internetom začel prej ukvarjati, bi nekaj na tem področju mogoče več naredil. Ne? Tako da sem še zgubljal in s tem, ne, tudi, ko imaš ti diskoteko, bom rekel, ne, se tam družiš z nekim ljudmi, ki ga radi zabavajo se, ne, namesto da bi se družil z nekim pametnim ljudmi, pa dobro, nočem zdaj reči, da tisti, ki se ne zabavajo, da niso pametni, ne, ampak raj bi se združil z nekim ljudmi, ki so na poslovnem področju uspešni, pa tudi z takim, ki se s športom ukvarjajo, ne, pa bi kaj več pametnega zvedel, se naučil, tako po diskoteki so pa bolj debate laufale v ženskah, ne, tako da hočem sam reči, da zgrešen posel čisto. Bil si, se pravi, šef te diskoteke, bil si lastnik nje, a si tudi sam dost pol hodil na te žurke, ki ste imeli? Si bil sam dost noter ali si bil bolj v ozadju? Jaz sem bil zmeraj noter. Si bil zmeraj noter? Jaz nisem bil noter, samo kadar sem šel na kakšno potovanje. Pa ni bilo to glih velikat, ne, takrat sem veliko manj potoval, ne, drugače pa, sem rekel, no, jaz sem si diskoteko zato naredil, da bom frajer. Nekdo si kup avto dober, ne, sej, ne, zdaj, vprašamo se, ne, zakaj si ljudje kupuje avto, ne vem, za 200,000 evrov? A se ga kup zato, da se bo varno vozil, kar običajno pravijo, da je zato, ne, ali se ga kup zato, da bo frajer? Pokazati se hoče ljudi. Ja, tako je. Ko si mlajši, imaš to željo še veliko večjo. Jaz jo zdaj nimam, nobene, imam sicer avto, ki je vreden mogoče maksimalno 20,000 evrov, ampak še ta avto ga jaz sploh ne rabim. Sem kupil en let nazaj, dobro sem kupil Peugeota, partnerja, starega 12 let, ali koliko, zdaj ima 13, da sem šel v Ukrajino z njemu. In meni je ta Peugeot najbolj všeč. Nimaš taki strah, če mi ga kje na potovanjih ukradejo, če ga kje mečka naruknem. To je najboljši. Tega Mercedesa, ki ga imam, pa tudi jaz sem znamka Mercedes, pravim vreden maksimalno 20,000 evrov. Ne, jaz to sploh nimam kaj rabiti. Čeprav včasih sem bil tak, da sem se rad kazal, zdaj me to čisto nič ne briga, raj vidim. Enkrat mi je en človek rekel, ko sem imel golfa starega 13 let, je rekel, pa te ni nič sram se pripeljati s takim avtom kam. Pa sem rekel, zakaj me je bilo pa sram? Sem rekel, veš, sram bi me bilo s takim avtom, ki ga imaš ti, ko v njemu pa enega hudega Porscheja, s takim avtom bi se mi bilo bolj sram pripeljati, ki bi si rekel, nimam čist nič drugega, ni namen, kot tu, da se s tem avtom presravam, pa kažem, ne vem, jaz sem ponosen na to, da sem veliko prepotoval, imam se za razgledanga, eni sicer pravijo, da nisem, ne, da sem nekje v srednjem veku ustal, mogoče tudi, ne, ja. Ampak nimam nobene želje se kazati,
Zdaj zdaj sem pa tako zašel, da sem že prvoten vprašanje pozabil. Ne, vse je v redu. Jaz v bistvu sem prej čist nalašč rekel, da si zaradi denarja šel odpreti diskoteko. Čist iz principa, ker najbrž bi velika večina tudi najbrž na to mogoče pomislila na samem začetku, ne? Ampak ja. Aha, sorry, kad te prekinjam. Ja. Spomnil sem se, kaj si vprašal. Vprašal si, če sem bil noter v diskoteki. Tako, to sem te pa pol vprašal. Ja. Seveda, noter sem bil, non-stop sem bil jaz tam in mogoče še to zanimivo, da povem, ne. Jaz kot lastnik diskoteke, ne, pa so vedeli ljudje, da sem jaz, ne. Ti povem po prvi cajt, sem bil interesanten za punce, ampak ni pa bila neka revolucija. Revolucija pa je bila, ko sem šel za šank delati. Tako da, če kakšen mlad fant tole posluša, za šank ne gre delati, bom v punsko, ker bo hotel. Me pa zanima, kako se tebi zdaj zdi ta pogled, ne, naprimer, včasih ni bilo te tehnologije, ni bilo Facebookov, Instagramov, Snapchatov. Če primerjaš, ne vem, a si bil ti v tem, recimo zdaj v zadnjih 10 letih si šel kakšen diskač pogledati, ali pa tako, ne vem, opažanje mladostnikov, predvsem zdaj pa prej. Opaziš kakšno razliko, no? Pa dobro, zadnja leta bolj malo hodim okoli, da čisto po pravici povem. Jaz sem se tega naveličal in mene zdaj spraviti nekam zvečer ven nemogoče. Me lahko ful plačaš, imam enega prijatelja, ki me doskrat pokliče, ne enega, dva. Pa rečem, ne grem, če mi daš 500 evrov, ne grem. Pa cenem vsak evro, ampak Seveda. Res mi je to taka muka, jaz zaspan ratam in ko zaspan ratam, moram jeti spat. In tudi kačem zdaj ste v eni diskoteki delati, ki ni nobenega, da bi bil vsaj pol mlajši od mene, so vsi več kot pol mlajši, tako da se enostavno ne vidim noter in ne gre, ampak drugače pa diskoteke sem rad, tako da ne rečem, da ne bi rad šel pa neka dobra muska, tako, ki jaz rad poslušam, ki grem na potovanje na Balkan, pa grem kdaj v kakšno diskoteko, ki tam, ki pridem, vstopim v kakšno diskoteko, imam občutek, da sem v svoji diskoteki, ki je pač nekako še v istih časih ustalo, kot takrat in mi je ful dober, ne? Ampak zdaj razlika pa seveda je, ne? Ker včasih, če si hotel punco spoznati, si jo lahko samo v diskoteki spoznal. Mislim, 90% ali pa da nam pretiraval 70% ali pa 60% sigurno je spoznalo svojega partnerja v diskoteki ali pa mogoče na kakšnem plesu, ampak včasih so bile bolj samo diskoteke in če si hotel spoznavati ljudi, si mogel iti ven, ali je bila to diskoteka ali pa kakšen lokalček. Danes pa to ni potrebno, danes imaš pa Facebook, imaš strani za zmenke, mislim, spoznaš lahko ljudi danes mnogo več, ampak je mogoče pa, sorry, sem dokončam, ampak je pa mogoče pa nekaj fali danes, ne, ker je imelo en čar to včasih, si šel ven, si se mogel zrihtati, ne vem, tam strah te je bilo do punce jeti, pa si se mogel pripraviti, da si šel, se pa lažje eni punci preko Facebooka napisati sporočilo, ne, mislim lažje, ampak moraš pa vedeti tistem puncem 100 fantov napiše sporočilo, tako da imaš pa konkurenco večjo. To je ena stvar. Tako da ne vem, kaj je boljš, kaj je slabše. Se mi pa zdi, da mogoče smo zdaj tudi ljudje mečkam bolj zaprti postali, ne, kakor je tole prišlo, ta socialna mrežja ven, da se, saj jaz, kakor mladino vidim, pa sem še sam mlad, se mi zdi, da se nam tudi več ven ne da iti, kakor ste mogoče včasih šli. Ja, siguren, ker vse sem ti rekel, včasih, če si hotel koga spoznati, si mogel ven iti. Ja. Ni bilo, ne, Facebooka, mislim še interneta, ker sem bil jaz, se ne vem, koliko si ti star. 26, glih takrat no, z diskoteko odprl. No, ker sem bil jaz 26 let star, so zelo redki, ampak tu govorim eden na 1000 ali pa na 200, da je mu internet doma, one počasne povezave, ampak tako da, ja, takrat si preprosto mogel ven, če si koga hotel spoznati. Si imel s kakšno punco zaplet, tako da ti je bila, ne vem, da je prišla do tebe, da ti je bila všeč? Je bilo kaj te simpatije, glede na to, da si bil
na takem položaju. Mislim, jaz bi si skoraj upal trditi, ker si bil lastnik, da zanimanje zate je seveda bilo, ne? Ampak me zanima, če je bilo tudi kaj bolj za res pol. Lej, bilo je interes, kot sem ti rekel, ampak bistveno večji interes je bil, ko sem za šankom delal. Ne? To se ne razumem, či zakaj je bilo tako, ampak lej, tako je bilo, to se upam je podpisati, kjer češ. Ne? Zdaj, kaj točno misliš, kaj zaplet, če je kaj Če se je kakšna veza, pol bi, mislim, če je bilo kaj bolj zares, kakšna punca. Zaplete sem jaz s puncami mu od nekdaj. Od ta prve punce, ki sem mislil, da sem poročil z njo, pa me je pol po enem mesecu pustila, pa ki bi saj tako bilo, da bi videla, da niso za skupaj, pa me pustila, ali me je pol po 3 tednih klicala, pa rekla, da bi bila z menoj, po 14 dneh me pa spet pustila, tako da bi bilo mi veliko lažje, če bi me samo enkrat pustila, ki pa 2krat, ne. Tako da zaplete, s tem, da sem eno iz enem drugem dubu, pa take zadeve, tako da zapletel s puncem sem jaz imel zelo velik, enkrat z eno punco tudi en tak zaplet, ki me je pol pripeljal do tega, da sem se žensk začel bati in se jih še zdaj bojim. Eni mi ne verjamejo, eni mi pravijo, da sem čuden. Čuden vem, da sem se čuden, je vsak malo po svoje, tako da... Koliko časa si pa imel diskoteko in kaj je peljalo k temu, da si jo pol zaprl oziroma da se je ta zgodba končala? Diskoteka je bila odprta, mislim, da 12 let. No, to je kar neka doba. Ja, ampak moram povedati, 3 leta, rečemo, 3 dobre, kaj je bilo, 3 ali 4, težko rečem, po mojem bo 4 leta. 4 leta je laufala zelo dobro, ne. In tiste 4 leta je zelo dobro, poje pa čez noč propalo. Dobesedno čez noč, nepričakovano, pač sem preprosto ljudi ni bilo. Ne? In to, ne, diskoteko, zdaj ni ljudi, kaj narediti. To ni enega recepta, ker če imaš ti neko, ne vem, če nekaj delaš, ne vem, pač več, kaj delaš, več imaš. Tle sem lahko se pa na glavo postavil, pa ni bilo ideje, ni bilo možno, ker ena stvar ni več aktualna, ne bojo ljudje prišli, mi smo celo pijačo zastonj dajali, pa niso ljudje prišli. Ne? Tako da je prvič propala, pa na 4 letih, potem sem vsem še občasno odprto, pa sem nekako imel 1-2 letih ratalo, da sem spet malo bolj dvignil, ampak še zmeram, diskoteko, to sem imel odprto, rečemo 25krat na let. Karlej nekaj je bilo to, da sem še, ne bom rekel, nekaj malega zaslužil, ni bilo to nekaj, mislim, zaslužil trenutno, ampak če pa gledaš vložki, vse pa tukaj je bilo, nisem pa to nikoli vse nazaj dobil. No, potem je to tako laufalo, mal je, mal ni, no, pol se je pa nehalo čist, sem pa videl, da jaz nisem več sposoben to še enkrat zalaufati, sem pa celo nekomu dal v najem, no, kar se je pa skazalo, da so oni pa čist do konca zafurali, po domače povedano, ne. In tudi ni bilo strokovnjaka v Sloveniji, ki bi takrat to zadevo lahko rešil. Rešil bi jo mogoče samo tako, če bi to, ne vem, če bi jaz mu, ne vem, bi bil lastnik nekega radija, da imaš pol brezplačno reklamo, pa imaš neke stvari, pa pol imaš z bendem neke dogovore, ti pride cenej špilat, zato da jih ti na radiju vrtiš, pa take zadeve, ne. Samo ta možnost bi bila, druge možnosti pa verjem, da ni bilo. Se pravi, če bi čas zavrtel lahko nazaj, predvidevam, da ne bi diskoteke šel odpirati. Ne, ni podrazno. Ne bi šel več v to. Ni podrazno, ni šans. Ampak si to šteješ kot dobro izkušnjo ali si to šteješ mogoče kot, ne vem, zakaj sem to naredil, ne braj kaj drugega, takrat se spustil. Ja, no, izkušnjo si štejem kot zelo dobro.
Ampak vsem bi pa raj bil brez te izkušnje, pa nekaj drugega naredil. Ne? Mislim, jaz karkoli, jaz bi takrat za tisti denar, ki sem diskoteko naredil, bom rekel, takrat nekaj denarja samo preden sem se s to lotil delati. Ne? Pa so mi pa starši pomagali, koliko je od staršev šlo denarja noter, jaz sem to od staršev firmo na kocko postavil, ker smo se tu toliko zakreditirali, počas ni bila, jaz sem mu obrestno mero, najnižjo, ki sem imel, 18,42%. Zdaj je 5% obrestna mera, pa vsi govorijo, kako je visoka, jaz sem imel 4krat višjo. Ja. In jaz bi takrat s tistim denarjem, ki sem ga imel, bi lahko najbrž kupil 10 stanovanj v Ljubljani. Pa bi jih najbrž zdajle mu 30 let kasneje bi jih imel mogoče že 50. 50 stanovanj v Ljubljani bi bil ultra bogat. Ja. Tako da mislim, da bi zdaj rekel, da mi ni žal, da sem tu naredil, mislim žal, ne objokujem zdaj tu, pa jambram, ampak ja, če bi pa nekdo rekel ti, lej, tam te, ki v tisti čas bi tu spremenil, ne bi, seveda bi spremenil. Ja, to je kar, ko se enkrat odloča za to, pa sploh pri tolikih letih, da greš odpred, pa mislim, moram reči, da je kar zalogaj tudi svojih izkušenj, ker vem, ker sem pa 3 leta nazaj šel na SP, tako da vem, da ni tako zelo enostavno, pa verjamem, da tudi včasih je bila situacija precej podobna, kar se podjetništva pa tega tiče. No, tle moraš vedeti, diskoteka je specifičen posel. Tako, kot si ugotovil, noben posel ni lahak. In tisti, ki misli, pa ki je samo pameten, vam privatnikom je dober. Ja, če nam je tako dober, nam privatnikom pa še ti privat odpri. Se greš lahko kele na iPad, pa imaš v pol ure odprto, če je tako enostavno. Sigurno. Ampak, lej, to diskoteka, to je pa specifika. Lej, prvič imaš s pijancem opravka, ljudje ti tam težijo, razbijajo. Lej, imaš razne, bom rekel, ne vem, jaz sicer tega nisem imel, ampak kjerem tudi pride mafija, tisto varščino pobirati, pa take zadeve. Pa imaš z vsem sorte lopovi upravka. A so te kdaj grozili? Grozili so mi vse živo, mnogokrat, sej diskoteko, jaz sem treniral včasih karate, pa pol tudi kickboks, pa tajski boks, in če ne bi to jaz treniral, da ne bi bil samozavesten, pa tudi sam, da ne bi red v diskoteki delal, to bi propalo v ta prvem mesecu. Ker to na začetku ti tudi že pridejo neke skupince, barabc, pa mal probujejo, ali lahko, ali ne smejo. In če bi oni videli, da se jaz dam, bi me pojel v enem mesecu takoj in bi lahko samo zaprl. Tako da tle je specifika še čist druga, tako da ta gostinstvo v končni fazi, vsak si tako želi imeti lokal, neke žurke delati. Tu si želiš, dokler tega ne imaš, ko pa imaš, pa vidiš, pa dobro, to za mladega fanta, ki sem bil jaz takrat, pa 26 jih je še bilo. Danes pa lej, tudi če mi ti obljubiš, da bom milijone služil, se nam šel tega biznisa, sigurno. Je sigurno, ena stvar je odgovornost nad vsem tem, druga stvar tudi, če se v to spustiš neko znanje v podjetju, podjetniško znanje, tudi z tega področja moraš imeti v glavnem veliko stvari za sabo, to potegne, sploh pa, ker imaš opravka tudi z ljudmi v končni fazi, ker zdaj v teh časih pa imaš 100 ljudi, 100 čudi. Kot si rekel, v današnjih časih, danes sem prepričan, da vsak večer, ki bi mu diskoteko odprto, bi trije me pol naslednji dan tužil, da nekaj ni bilo, ali nekje polna spolskem in mokrem, ali ga je redar nekaj preveč grdo pogledal, ali koga je bilo, to bi bilo zaznort. Tako da to noro. Ja, to ti čisto verjamem.
Zdaj, v bistvu, diskoteko sva na hitro nekako obdelala, no, sej imaš tudi tisti video, kjer si vse pojasnil od A do Ž, kar se tega tiče, ne, tako da to lahko gredo ljudje si pogledat. Ko si v bistvu, jaz sem to tisti video si pogledal, no, tako da mi je bil zelo zanimiv, res, da sem že mačkam pozabil, ga bo treba obnoviti, no, tako da. No, ta video, če sem kot zanimivost povem, ne, jaz nisem nikoli pomislil, da bom ta video posnel, ker se mi ni zdelo, da bi komu to zanimivo bilo. Ampak en od sledilcev mi je non-stop težil, dej to posnem. In sem mu enkrat obljubil, sem rekel, lej, bom enkrat kam v cajt. Pa mi je bolj težil, nisi še. In potem sem zato, ker mi je on težil, šel to posnet in videl, koliko, to je en mojih najbolj zanimivih videov, najbrž. Tudi pohval pa nisem za noben video še toliko dobil, kakor za tega. Tako da pol smatram, da mora biti res zanimiv in temu sledilcu, ko mi je non-stop težil, se tudi iskreno zahvaljujem, ker če ne bi bilo njega, ne bi ta video posnel. Ja, to je res, mislim, tisti video ima tudi, če se ne motim, tudi en od najbolj gledanih bil na YouTube. Ja, mislim, da ima kam okolo 80,000 ogledov, ja. No, to je kar lepa številka, kar se slovenskega YouTuba tiče, ne? Zelo lepa, ja. Kam te pa v bistvu po tej diskoteki pol pot zanesla, si se potem hmal spustil v to podjetništvo, ko praviš? No, dobro, sej diskoteka je tudi podjetništvo. No, seveda tudi, ampak bolj me zanima, se pravi podjetništvo v smislu, se pravi izdelave spletnih strani, to agencijo, ko si je potem ustanovil. No, kdaj si je pa to vse skupaj začel? No, jaz, ko sem imel diskoteko, sem vedel, da to večno ne bo šlo. Že po 4 letih, takrat, ki je čez noč propalo, jaz sem vedel, da moram še nekaj drugega najdeti. In pol sem probaval, in tam tudi na začetku, ko sem me vprašal, če se imam za ustrajenega, pa tako naprej, ja, zelo, jaz sem potem iskal variante, kaj bi delal. Prva varianta, ki je bila, sem se lotil tiskanja. Sem kupil stroj za tisk in sem tiskal. Zato sem se odločil, ker sem že za diskoteko rabil kar nekaj tiskovin, namreč včasih se je največ z letaki oglaševalo, ne? Ja. In sem rekel, bom se tušil, ker sem že prva stranka jaz, ne? No in sem kupil neke stare mašine in ti sem se matral, veš koliko po tizga, mislim, zdaj tisti, ki se malo na tiskarsko spoznate, na une stare offset tehnologije, mašina je bila stara tukaj, jaz letnik je bila 1970, na tismu tiskat, mislim, tu je najbrž bolj zakomplicirano, kot biti, ne vem, srčni kirurg, verjamem, da je to fej zakomplicirano, ampak koliko stvari je tam narobe lahko šlo, mislim, to ne bom razlagal, ker ti bom tle čas je malo preveč. Ja, zastopam, ja. No, potem iz tiskarstva sem veliko na koverte tiskal, sem dobil idejo, da bi koverte uvažal. Sem koverte uvozil z Italije, pa nisem neke ta prave uvozil, tako da sem milijon kovert mi ostal, noben živ boh jih ni hotel kupiti po polovični ceni. Pol, ko sem že te koverte uvozil, mi je pa na idejo prišlo, da bi baterije za mobilne telefone. To sem pa videl, ja, to sem pa bral. Ti si bil pa dober biznis. To sem pa zdaj spomnil na to, ja. Ti si bil pa tak dober biznis, ali smo 1000 baterij prodali na mesec. Jaz bom zdaj govoril, zato da me ljudi, točno vem, kakšna cena je bila baterij takrat v tolarjih še, ampak nam to govoril, jaz bom govoril tako, kot bi zdaj to bilo. Rečemo, cena baterije je bila pri meni, kada bi zdaj rekel, 50 evrov vsaj. Za baterijo sem dal pa 3 evre. Se pravi, je ustalo, mislim, to je bila taka marža, da ne moreš verjeti. Je bil lep dobiček, pol, ja. Odličen dobiček, ne. In prodali smo jih do 1000 na mesec, ne. Dobro, tle noter še davek, ne, ni zdaj od 50, ne, če je bila 3, ni 47 ostalo, so bili še neki drugi stroški. Pa tudi zdaj sem kaj na več prodal, pa sem kakšen popust dal, pa tako naprej, ne. Tako da, ampak še zmeraj je bil vrhunski zaslužek, ne. No, pol sem pa začel, ker so šle te baterije dober, sem začel še
kartuše pa tonerje uvažati z Kitajske, tudi baterije sem iz Kitajske uvažal. No, v dvoje je kar dobro bilo, no potem je pa potreba prišla, da bi na spletu to začel prodajati, ne, da bom spletno trgovino naredil. In vem, da sem takrat podjetja klical za izdelavo spletnih trgovin, to so bile cene take, kot da bi zdaj, mislim, nobeden mi ni bil pripravljen narediti spletno trgovino, kot da bi zdaj rekel za 5000 evrov. To so bile vse cene, 30, 40, 50, ali pa 100 tisoč. To je bilo visoko. Govorim, če bi na današnji dan preračunal. Ja, seveda, zastopam, itak. To eni ljudje ne zastopijo. Tam imam na svojem blogu imam članek o Željavi, to je tamle en letališče, ki ga je Jugoslavija naredila, ki je noter 4 km je rovov, tako da so avioni šli noter v hribu in imam članek, da je ta projekt stal 50 milijard. In vsi pravijo 50 milijard, kako pa najdejo neke uradne podatke, ki obstajajo. Ja. Ampak oni niso inflacije računali. Moš računati, jaz se dobro spomnim, da leta 2005, ko smo imeli tolarje, je bila kava $50. Tu danes pomeni 20 centov. Tako, ja. Ja, in danes je pa kava 2 evra, se pravi, tu ne moreš sploh primerjati. Tako da jaz zdaj govorim neko primerjavo, koliko se je meni drago takrat zdelo. No in glede na to, da so bile take nore cene, ko si tu sploh nisem mogel privoščiti in se tudi ne bi splačalo, ker da bom nazaj to dobil, če dam 30,000 evrov za spletno trgovino. No, sem pa bil jaz zmeraj dober v računalništvu, sem pa sam naredil neko zelo preprosto spletno trgovinco, ampak je delovala in prodajalo se je. Moram pa še to mogoče povedati, za računalnike sem bil dober. Jaz sem bil, ko sem bil 16 let star, to je bilo leta 86. Meni šola ni šla, angleščina 0. In jaz se nisem mogel pomen besed zapomniti. In včasih so bili slovarji, si mogel knjigo pogledati, ne tako, kot da ne z Google Translate. Pa imaš, in jaz sem leta 86 naredil zelo identičen program, kot je Google Translate. Si vpisal noter stavek angleški in on ti je prevedel v slovenščino. Sicer besedo za besedo, nič ni stavka tvorilo pa to, ne. Je pa prevel. Je pa prevedel, ja. Se pravi, da mi ni bilo treba unga slovarja odpirati pa iskati, če posebej, če je bila ena črka pod S, ki jih je bilo cel kup, to lahko 3 minute iskal ali pa 5, da si najdu. In ko sem zaprl, sem že pozabil, pa sem mogel še enkrat odpirati. In sem to naredil tako, da hotel sem povedati, da sem bil dobro na tem področju. Ja. No in ko sem naredil to spletno trgovino, potem sem se pa začel spraševati, zakaj nekdo na Google, pa najdi si bil takrat popularen, zakaj, če nekdo piše baterija za mobilni telefon, so ene strani gor na vrh, moje ni pa nikjer. In potem sem pogruntil, da je to optimizacija spletnih strani. Tako, ja. In sem se potem začel pa še s tem ukvarjati. Najprej zase, potem pa še za drugo in zdaj je pri nas v podjetju je ta glavna zadeva, ta optimizacija spletnih strani. Smo eno vodilnih podjetij v Sloveniji na tem področju, če ne vodilni, nismo največji, ampak sej največji ne moreš biti najboljši, tako da ponavadi tudi ploščice ti bo najboljš položil majster, ki jih sam polaga, pa tista firma, ki je tu zaposlenih. Koliko časa ste pa tiste baterije prodajali? Tiste baterije smo prodajali, 3 leta je tu vrhunsko šlo, pol se je pa začelo to, da je te baterije so začeli, ne vem, ali v Hofru ali pa v Lidlu jih prodajati za bistveno nižjo ceno, da se pa ni toliko zaslužilo, več pa pol tudi manj prodaje, ki so ljudje dobili v trgovini, ker prej je bilo prav težko baterije dobiti. Jaz se spomnim, ko so ljudje k meni prišli. Obstajal je en telefon Siemens C35, teh baterij sem samo jaz jih imel. In ko so ljudje prišli, ko so dobili to baterijo, to se jim je nasmejalo, to so bili veseli, Tako da pol je bil pa to manj, 3 leta smo to ful dobro delali, pol so pa tudi že začeli ti telefoni prihajati k
se niti ne, ker se pri pametnem telefonu zdaj baterije niti ne more zamenjati, ne, pa boljše baterije so bile pa tako naprej, tako da se je pol po ne 3 letih to nehalo, oziroma je pol še ne 2 let laufalo, ampak to 10-krat, 20-krat manj prodal, kakor pa tiste ta boljše čase. Sprav, da ste pa tudi počas nehali s tem, s prodajo tega, da ste se pa... Baterija, Tako, ampak kartuše, tonerje, pa računalniško opremo pa še vedno prodajemo. Aha, še? Sicer to je bilo pol tako, pri meni je bil zaposlen en pač ena oseba, ki je, ki je to obvladal, odličen prodajalec, zagret, in sem mu pol jaz predlagal, sem rekel, ti, ko če bi mi dva novo firmo odprla, pa da si tudi ti solastnik, pa boš mu ti bolj interes za delati, pa da ločimo vse tu, ker takrat sem pol to je bilo še takrat, tudi ko sem še diskotekom in vse, sem rekel, da je tu vse malo ločeno in tako, da ta firma še zmeraj obstaja in dober dela, baterije prodajemo pa kartuše, tonerje, tiskalnike, prenosnike. To imaš fizično trgovino? Ali imaš fizično in spletno. Aha, oboje imaš pa. In laufa je v bistvu pa zdaj ta prodaja, načeloma se je obdržalo. Mislim, kar dober laufa, zdaj zadnje cajtam je konkurenca malo hujš. So bili leta, ki je zelo dober laufalo, bom rekel, zdaj zadnje 2 let malo manj dober, ampak lej. Ja, konkurenca je pa kar velika, bi rekel, ne, v teh časih. Mislim, na tem področju zelo velika. Na tem področju, ja. Ker tle, če ti prodajaš neki artikel, ki točno tacga lahko še nekje druge kupiš, ne, je običajno sam cena važna, ne. Tako. Zdaj, če prodajam optimizacijo spletnih strani, tudi če je naše podjetje dražji od enega drugega podjetja, lahko rečemo, ja, samo mi smo boljši, mi vas bomo prej pripeljali visok na Google, pa tako naprej, ne. Tako da imam rajš take posle, ki ne prodajaš artiklu, ki si sam od cene odvisen. Te pa moram vprašati, ne, zdaj glede na to, da se umetna inteligenca razvija res s polno brzino, dajmo temu tako reči. Se kaj bojiš, kot ta biznis, ko ga delaš, se pravi optimizacija spletnih strani, se bojiš, da bi mogoče ti umetna inteligenca ta posel kdaj povozila v prihodnosti? Ko je prišla ta umetna inteligenca ven, bom rekel, da se zaposleni bojijo tega, da nam bo posel prevzelo. No, to, ja. Jaz pa moram reči, da se tega čisto nič ne bojim. Jaz sem mislim, da bo s tem prišla mogoče še kakšna nova priložnost. Se zdaj bo tako, ne, kaj je sploh, jaz sem prepričan, da veliko tvojih poslušalcev niti ne ve, kaj je optimizacija spletnih strani, pa da sam povem. Rečemo, kaj mi delamo? Mi delamo, rečemo, bom čisto po kmečko razložil. Neka podjetje, ki prodaja, rečemo, okna, plastična, ali pa lesena, ali pa une kombinirane, ali kako se tem pravi, les, alu, okna. Tako, ja. Pridejo k nam in mi jim to naredimo, da če nekdo v Google piše okna, PVC okna, menjava oken, lesena okna, ali kar podobnega, da se oni pojavijo visok na Google. Ker, če boš ti menjaval okna, boš šel na Google, boš opisal PVC okna in boš šel ta prve pogledal. Na tretjo stran ne boš šel, sigurno ne boš šel. In se pravi, tisk, ki je višji gor, dobi več posla. Tako. Lej bo pa tudi do tega prišlo. Zdaj, verjetno čez 10 let boš pa ta ChatGPT vprašal, kje lahko kupim kvalitetna in poceni okna. In bo ChatGPT predlagal par firm. In verjetno bo treba tudi tu delati, da se bo dalo tudi tu narediti, da če bo nekdo, da bomo pa mi mogoče za ChatGPT delali, da bo neka firma k nam prišla, da bo ChatGPT za lesena okna tisto firmo predlagal. Tako da jaz to nikoli ne vidim, mislim, vsaka taka stvar je priložnost. Ne vidiš umetno inteligenco kot ovira, ampak kot nek izziv. Niti ne kot izziv, lahko veliko prej priložnost. No, ali pa priložnost, tako. Zdaj, tako je, jaz sem že malo starejši, 53 let sem star in zdaj bom čisto tako po pravici povedal, starejši, ki si, rajš imaš
tako, kot je bilo, brez kakršnih koli sprememb. Jaz sem tudi tako jezen, kot Facebook, ki spremeni ali pa kaj tazga, meni gre to tako na živce, da bi, če bi lahko šel na Facebooku, unga, ki spremeni, bi ga To kar smo že pretekel, dva glede ne. tega, pa sem mlajši, pa gre meni isto na živce. Tako ja, ampak za mlajše imam jaz pa občutek, da jim je to celo ok. Ne? Tako da, jaz, če bi bil zdaj star 25 let, jaz bi po mojem ta ChatGPT, to umetno inteligenco, jaz bi najbrž vedel največ v Sloveniji v te stvari. Tako je tudi bilo, jaz sem bil en prvih, ki se je začel ukvarjati z optimizacijo spletnih strani. Ampak takrat sem bil mlad in me je zanimalo in tudi takrat so me bolj novosti zanimale. Ne. Zdaj me tu pa največ tu, tako da jaz ne bom nikoli kakšen hud strokovnjak na področju umetne inteligence, ne. Čeprav se moram pa malo prisiliti, pa saj mečkam to naštudirati, ker mi tudi mrske lahko olajša delo, rečemo tudi pri kakšni montaži videov, pa take zadeve, ne. Ali pa pri pisanju člankov, naprimer, jaz priznam osebno, jaz delam z GPT-om za svojo spletno stran članke, tako da jaz priznam, da ga uporabljam, ne. Ja, sej super, če je, Pač mi je v pomoč in vidim to kot neko dobro priložnost ali pa kot izziv, ne vem, bolj kot priložnost se mi zdi, no, da ti lahko ta zadeva pač pomaga, ne, čeprav, ja, se pa že v marsikakšne namene tudi druge uporablja, že se pravim, in pesmi se že dela z umetno inteligenco, knjige piše, mislim, jaz sem glih zdaj eno spletno stran videl 2 dni nazaj, mi je kolega pokazal, lahko tudi poslušalci sprobate, suno.ai, ko ti samo daš navodila in GPT napiše pesem, v ozadju se pa dejansko naredi tudi melodija in tudi glasovi so, ko dejansko pojejo, res, mislim, neverjetna stvar, kaj bomo mi še v bistvu res doživeli s to umetno inteligenco, kaj se dela. Čeprav pri tej umetni inteligenci bo po mojem prišlo tudi do nekih zakonskih omejitev, ne, ker rečemo, ne vem, zdaj, to se bo tudi čist brez težav, morda se celo že zdaj, malo me popravite, ker jaz se ne spoznam na to. Ne vem, to bo prišlo tako, da boš ti rekel umetni inteligenci, posnem akcijski film, kjer bo v glavni vlogi en tak močan moški, pa ena luštna ženska, pa bo on to naredil, boš ti pa rekel, lej, ta ženska nočem, da je blond, ne ima rjave lase, pa bo to vse spremenil, ne. Sicer jaz ne zastopam, kdo bi to hotel delati, ki vse tako gledati, ki je tako izmišljeno, ne. Tako da, siguren bo moglo biti označeno, kaj z umetno inteligenco narejeno, pa kaj ni, ne. Predvidevam, da bo tako, ne. Ne vem, nisem dosti pameten, ampak mislim, to je sigurno neka revolucija. Ja, jaz vidim, da je. To je sigurno neka revolucija, zelo velika. In to je šele čisto, pač. To je zdaj še čisto na začetkih in tisti mladi, ki ne veste, kaj delati, pa ki imate veliko cajta, pejte to raziskovati, učite se. Strokovnjaki za to umetno inteligenco po mojem bojo čez par let, že zdaj so, pa še čez par let bojo pa še tako cenjeni, iskani bojo, zlato bojo plačan, tako kot so rečemo programerji, ne. Drugač pa, ko si mlade omenil, jih jaz poznam že ne 3 takole, pa mogoče, verjetno je še kakšen več, ko že GPT tudi v šolah uporabljajo za plonkanje, tako da mladi se mi zdi, da to kar spremljajo ali pa spremljamo, saj tisti, ki nas informatika zanima, ne. Veš, kako je glede tega plonkanja, ne? Jaz sem bil v šoli tako len, da si tudi plonk listek mi ni dalo napisati, ne. Ker če ti plonk listek napišeš, se že iz tega nekaj naučiš. Jaz sem bil pa tako len, da se mi tudi to ni dalo narediti, ne. Oziroma len. Meni šola jo nisem maral, len nisem bil nikoli, len nisem bil nikoli, sem že od zelo malega doma delal, ki je mu fotor privat, tako da sem bil delati, ampak za šolo pa ne, jaz bi raj karkoli fizično delal samo šola, ne. Pa si imel kaj zaostankov pri urah, so te mogli starši opravičevati velikrat? Ne, to pa ne, tu nisem pa nikoli šprical. Enkrat sem šprical v 2. letniku angleščino, ki bi mogel biti za 2 vprašan. To sem jaz tudi, ja. Pa sem jo šprical, zato da bi dobil 2 dni časa, da bi se lahko še bolj naučil. In pa sem šel k doktorju in ko sem šel od doktorja v
to v šolo, sem pa srečal učiteljico z angleščino, pa sem še nekaj od tla gledal, pa sem mislil, da me ni videla, pa seveda me ni videla in me je za nalašč pol vrgla. Sicer zasluženo, samo drugem je šenkala, men pa ni hotela, zato ker je videla, da sem šprical. In takrat sem jaz pogruntal, ne špricej nikoli, je bolj, da dobiš cvek, ke pa da špricaš, pa se zameraš učiteljno pa to. Ja, to, če se enkrat zameraš, pa ne prideš tako zlepa čez. Ne. Ni tako enostavno, ne? Ni. Se pravi, to je bila tvoja pot nekako, se pravi, kar se tiče te optimizacije spletnih strani, si prišel do tega, se o tem se Nova kaj dosti pogovarjala, ker to ljudje niti ne vejo, pa ne vem, tudi večine toliko ne zanima to, ne? Ampak bolj jih bo verjetno pa zanimal tisti drugi del še, ne? Ti dejansko veliko potuješ, bil si že v marsikateri državi, ne? Saj ne vem, kje bi začel naštevati. Majčkeno mi o tem povej, no, od kje tebi to navdušenje, da si začel potovati, pa kdaj je to bilo? V bistvu majčkeno o tem me zanima, no, če mi lahko poveš. No, praviš, ljudi ne bo optimizacija spletnih strani zanimala, se strinjam, da ne bo, ampak mogoče lahko pa sem še par stavkov na to temo povem. Zakaj sem tako uspešen na tem področju? Tudi knjigo sem napisal na tem področju. Uspešen sem pa zato, ker me je to res zanimalo. Veš, da sem tudi sanjal to. Jaz sem se po noč zbudil, pa sem začel razmišljati, pa sem kar računalnik vzel, jaz sem komaj čakal, da bom zjutraj šel v službo, da vidim spremembe skozi. Jaz sem o te stvari razmišljal 24 ur na dan, pa ne zato, da bom zaslužil, ampak zato, ker mi je bila ta stvar interesantna. In hočem samo tvojim gledalcem povedati, delajte tisto, kar vas veseli, ker če boste delali tisto, kar vas veseli, imate vsaj 10-krat večjo možnost, da uspete, kakor pa če delate nekaj, kar vas ne veseli. Ne? Tako da mene je to tako veselilo, saj me še zdaj. Jaz svoj blog pišem, predvsem zaradi tega, ker moj blog, ker testiram, mi moramo ogromno testirati, da vidimo, kako nekaj deluje. In jaz to najlažje na svojem blogu testiram. In jaz sem prav vesel, ko članek napišem, že zato tudi pišem zdaj rad, potem pa še da vidim, kje se, ne vem, napišem članek od Jordanije, pa grem drug dan pogledat, kje se zdaj ta članek uvršča, če pišeš v Google Jordanije, ali pa potovanje Jordanije, ali pa Jordanije potovanje, ali pa Kitaza, ne, tako da, da to mogoče še ena informacija za gledalce, kaj je mogoče en pogoj za uspešnost. Ja, to se strinjam, ne, pa vsako enkrat, če si bo kdo delal svojo spletno stran, je optimizacija itak ključna, ne, da si pol čim zelo višji. pomembna je, ja. Ni vse, jaz pravim, ni vse, samo Facebook, ni Instagram, ne, seveda tudi, da se tam promoviraš, ampak seveda je tudi važno, da te ljudje najdejo, kakor si prej rekel, ne, za tisto okna po ključnih besedah, ne, ko nekaj vneseš v Google, da si čim višji gor, ne. Ker jaz tudi ne grem na drugo stran gledati, no kdo mislil, ne, ko brskam, kaj iščem, mogoče drugo stran še odprem, ampak tretje strani pa na Googlu skoraj sigurno ne odprem več, ne. Tako je, to se strinjam s tabo, ja. To je čist realen pogled, ne. No, zdaj pa, mislim, Potovanja. Kakšno potovanje, ja, to me zdaj v bistvu še zanima. No, kar se tiče potovanj, sem jaz se navdušil nad njim, ker sem bil star 16 let in spomnim se, da je to bilo na TV Slovenija, je bila ponoč, polet, je bila ena oddaja Poletna noč in takrat so enega popotnika gostili, ki je bil na Kitajskem. In jaz sem to poslušal in sem se rekel, wow, jaz bi tudi potoval. Potem sem pa začel brati knjige od Zvoneta Šaruga, Tomota Križnarja, pa še en Borut Korun je bilo in jaz sem se to čist navdušil, da jaz pa bom potoval. Čeprav moram spet čist po pravici povedati, ne, da tudi potovati sem si želel malo zato, ker da bom frajer, da me mogoče kakšna punca prej pogledala, ker moram reči, ne, jaz sem bil v osnovni pa srednji šol, jaz sem bil en gardiraček, me ni nobena pogledala, tako da, in pol je pa ta želja še toliko večja in je vse s tem
vezano, ne, če bi punce same se mi ponujale, ne, verjeten bi rekel, se tu punco dobiti, čisto mal problem. Čko pa ne, pol pa vse gruntaš, kaj boš delal in zmeraj je tudi ta postavka. Jaz sem rekel, potval bi. No, čeprav mogoče se je zadeva začela že mal prej. Jaz sem v osnovni šoli, ker sem bil tam do 4. razreda enkrat, sem bral knjige od Jamesa Cooka, to je bil velik raziskovalec in jaz sem se takrat si rekel, jaz bi bil tudi raziskovalec in sem bil ful slabe volje, sem si rekel, sem ne morem biti, ker so itak že vse odkrili, ne. Jaz sem si želel, da ne vem, Avstralijo odkril ali kaj tazga, ne. No in jaz sem sanjal o tem, ampak pol, ko so šla pa z bratom na prvo potovanje v Turčijo, ampak to moraš vedeti, to je bilo leta 89, takrat se staršem niso upala povedati, da greva v Turčijo, kaj naj ne bi pustili. Sva se zlagala, da greva v Grčijo, šla sva pa v Turčijo. In šla sva kao za 3 tedne, po 12 dneh sva domov prišla, nisva se znajdla. Čist brez veze je bilo. Čist brez veze je bilo tudi zato, ker me je pol leta prej moja prva punca pustila in sem bil še čist zaljubljen v njo in takrat tudi, če bi me ti dal, ne vem, eno daleč najlepšo stvar na svetu pogledati, me ne bi zanimala, ker takrat sem na ono punco mislil, ne. In pa ne znajdeš se, preprosto ne znajdeš se. Ampak potem, 4 mesece kasneje, so šla pa še enkrat v Turčijo. So šla pa malo bolj organizirano, z bratom so to šla, malo bolj organizirano, je bilo pa super. In takrat sem pa že vedel, da bom potoval. Sicer pa sem šel pa v vojsko, pa ko sem z vojske prišel, sem ga pa sam žural, pa ženske preganjal, pa tudi diskoteko delal, pa tako naprej. Tako da pol pa en cajta nisem, ampak pol, bom rekel, ker sem bil star 28 let, sem pa spet začel in je bil pa prvo potovanje Venezuela, naslednje Ekvador, Peru, še pol naslednje Indonezija, še pol naslednje Tanzanija. Čeprav moram priznati, da na teh potovanjih sem imel kar veliko domotožja in če kdo potuje, pa ima velik domotožje, je tu nekaj normalnega. Jaz sem imel noro domotožje, to je bilo za znort. In jaz sem ta domotožje zgubil šele ene slabe 10 let nazaj. Tako da zdaj, ko grem, mislim, če grem za en mesec, sem vesel, ko grem po enem mesecu domov. Vse, kar je pa krajše od 3 tedne, sem pa kar slabe volje, ker treba že domov iti, ne. In koliko časa je bilo najdlje, ko si nekje bil? En mesec pa 2 dni, tu mislim, da imam rekord. Ne, ampak to čist neki drugi deželi biti, ki je kultura čist druga, pa če nimaš ta pravga vesela, je to težko biti, ne ta pravga, ultra vesele mora biti. Ker jaz sem zdaj, to je težko razumeti, ampak jaz sem na tem potovanju toliko navdušen, da jaz, ko grem, meni se kar smeje. Res. Neizmerna sreča in jaz uživam vsako sekundo potovanja in meni ni dolg čas na potovanju. Mislim, kje mi bo bilo dolg čas? Še zdaj, ko te videe delam, pa to, ne. Mislim, tu sem tudi aktiven, to moraš, mislim, to se je mogoče potovanje že majčken čar zgubil, ker zjutraj vstanem, grem v kul, snemam cel dan, zvečer moram pa še video zmontirati, ne. Tako da je kar malo preveč naporno mogoče, ne. Ampak res, živim za te potovanja, ampak jaz zmeraj rečem in tole si zapomnite, potovanja so kot smučanje. Ko greš ti, ko začneš smučati, čist brez veze, zato ker ne znaš. Je sama muka. Ko se pa ti naučiš, je pa lušno in tudi potovati se moraš naučiti, ne. In pejte na potovanje, parkrat na silo, pa boste videli, boste šli, boste rekli čist brez veze. Ampak pol boste pa čez par mesecev pa doma začeli razmišljati, se ni bilo tako slabo, pa kako je bilo ono zanimivo, pa to, pa tret. Imam primer, lahko povem, sestra šla na prvo potovanje, na svoje prvo potovanje z mano. Šli smo v Pakistan. Sicer bil narod o drugih govorim, da pol ne reč, ne vem, če so drugi zato, da govorim o njih, vse razgovorim, ne. Ampak bom to vsem povedal.
Ne? In sestra na proti koncu potovanja tudi ni bila glih najbolj navdušena na tistem potovanju, čeprav fantastičen potovanje, razmišljam, da bi v Pakistan še šel, mislim, se imam tukaj teh želj, da jih imam kar preveč. Je rekla, jaz nam šla na to potovanje, nikoli več, to je brez veze, on tret. Sem rekel, boš videla, čez pol leta boš drugače mislila. In je res, čez pol leta šla pa s fantom v Sirijo pa Jordanijo. Tako da je ta teorija moja, bom rekel, v velikih primerih držine. In tudi sestra zelo veliko potuje in tudi na Pakistan ima take lepe spomine in ima tudi ona željo v Pakistan. Ampak takrat pa točno vem, da je rekla, da ne bo nikoli več šla na potovanje. Kako pa, naprimer, ne vem, saj se boš ti razmišljaš, praviš, da nekam greš, kako dobiš idejo, kam iti, pa kako ta organizacija poteka, sploh če greš nekam dlje, ne? To ni najbrž iz danes na jutr, ampak verjetno zahteva neke priprave, ne? Tudi, da si mogoče prej malo stvari pogledaš. No, fino bi bilo, če bi si vse prej splaniral, ne? Ampak jaz si ponavadi nekaj ni cajta. Ne? Tako da jaz, ko sem začel potovati, sem običajno na letalu, tisti vodič, včasih smo s knjigo potovali, Lonely Planet, ki ni bilo, ki ni bilo interneta pa računalnikov in si tam najdu informacije in sem na letalu ponavadi načrt naredil, kaj vse bom šel pogledat. No, zdaj je to veliko lažje, ki internet malo pogledaš, nekaj okvirenega narediš, drugače imam pa skozi zdaj, ki potujem, ne, itak, grem na YouTube. Vidim neki zanimiv naslov, nekega popotnika. Kliknem, pogledam, pa se zapomnim. Tako da jaz imam zdaj v glavi toliko informacij, kam bi rad šel, mislim, za naslednjih 10 let. Ne? Tako da jaz ne morem imeti problema, da ne bi vedel, kam bi šel. Tako da drugače pa malo po internetu pol raziščeš, pogledam na YouTubeu kakšne video kot kakšnih ljudi, ki so še bili. Ne, ja, se pa začne z nakupom letalske karte in to je fino, da kupiš ful prej, ki so ful cenejše. Ne. Jaz letalske karte zmeraj kupujem pri agenciji po svetu, lastnika poznam, spoznala so se glih preko tega, nismo se zdaj ogromenkrat videla, parkrat so se, in ker dobi oni najde najcenejš karto, delčne cene, pa še podporo imaš. Rečemo, ko sem bil v Indoneziji, ko se je glih COVID začel, sem samo njemu prek Facebooka pisal, Miha, gruntam, da bi šel par dni prej domov, ker sem pa enega Slovenca prej srečal in on je šel 14 dni prej domov. Je rekel, jaz grem jutri domov. Sem rekel, zakaj? Je rekel, doma so mi rekli, da je tukaj, da je zadnji caj, da grem domov. Da morda sploh nam domov prišel. Pa sem pa še začel gruntati, nemu napišem sporočil na Facebooku, čez 2 minute odgovori. Je rekel, ja, ti jim prebukiral karto. Ne bom zdaj razlagal, koliko je človek modela, da mi je to naredil, pa kako se je potrudil, ampak se je fejst in mi zrihtal, da sem mu na drug datum karto, brez da bi karkoli doplačal. Ena moja kolegica je bila pa glih takrat v Indoneziji, je pa tu 5000 evrov koštalo. Iz družino, ona pa sin, pa mož, ne. In jaz nikoli ne kupim nikjer druge karte kot na agenciji po svetu. Pa tudi, če bi bila 200 evrov dražji, ne zato. Je še zmeraj na koncu najcenejša. Kam imaš pa željo še iti, pa da še nisi bil? Jaz imam želj, veš koliko, da ti ne morem povedati. In lej, bom za ta tvoj podcast bom razkril en moj načrt, ki ga imam, ki ga nisem še. Mogoče sem kje omenil, nisem ga pa orenk razkril, ker imam namen tudi na blog napisati to, da imam ta projekt v mislih. Zakaj imam namen to napisati? Ne? Zato, ker če napišeš, boš pol ti bolj sigurno to naredil, ker bi pol ljudi rekel, lej, si rekel, da boš tu pa to naredil, pa nisi. Ne? Tako da imaš malo pritiska. Ne? Jaz sem tudi lansko let, konc leta, napisal članek, da mi je za leto 2023 cilj, da napišem knjigo, da v primeru, da jo ne bom 1000 evrov nakazal donacije stranki, ki je najbolj sovražim.
Ne, in tu mi je motivacija, ki zdaj pišem, zdaj mi je ta glavno knjige, vsak dan pišem. Ne? No, seveda, in jo bom zdaj treba zdaj napisati. Ja, zdaj treba napisati, tako da napišem tudi do 20 strani na dan za v knjigi, ne, tako da ne, zdaj tudi imam cajta še 40 dni do novega leta, ne, tako da zelo lahko še 800 strani napišem v končni fazi. Pa Nekaj itak časa ne je bo. še, ja. Tako da bom brez problema naredil, to sem že rešil, ampak hočem reči, zapišem zato, ker imam pol tudi bolj sigurno tisto uresničem. No, ta moj načrt pa je, saj okviran, lahko se kaj spremeni, moj načrt je, tu sem se pa glede nas spomnil, to nisem pa še nikjer povedal, z avtom iz Trebnjega do Balija. So to je pa kar izziv. Izziv sicer iščem, tudi če kdo posluša tole tak, se lahko javmi, iščem, da bi z nekom skupaj šel ta projekt, ker, ali pa celo še 2, ali pa morda celo še 3, zato ker ne, zdaj, jaz bi šel do Balija z avtom, pa še nazaj. Obe To smeri, je, ja, to je projekt 2 let. Ampak jaz pa 2 let, da bom pa sam bi rad, ampak lej, moram tudi še neke druge stvari delati, ne moram sam 2 let potvati, ne. Čeprav dobro, tudi nisem bil še nikoli tukaj z doma, vprašanje, če bi tudi šel. Jaz vidim, da tu bo pa še par ljudi, ne, da zdaj tudi, da bi jaz, ne vem, v eno smer šel, ampak niti ne čist celo, ne. Ne vem, grem jaz se usedem, namen imam tu 1. aprila 2024, ne 2025 štartati. Bi štartal, ja. Ja, in bi štartal 1. aprila, ker sem glih zračunal, ne, tle čez Balkan, itak sem grem, Turčija bi se že malo ostalo, rečemo Turčija, april je že kar malo bolj toplo, kot pri nas, ki je bolj južno. Seveda, ja. Pol Iran, Armenija, Gruzija verjeten tudi. Pa že bolj toplo pride, pa bomo pa une tam v Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, pol pa mogoče Pakistan, Indija, pol pa Kitajska, pol bi pa Kitajska, Tibet, pa tam, pol bi šel pa dol na ta Malajski polotok, pa zdaj pa tam čez katero državo, ne vem točno, veš, po kateri državi tudi mogoče ne moreš, te ne bojo z avtom noter spustili, pa Bog ve kaj ne. Ja, Morda bi šel čez kakšno Burmo mogoče, Kambodžo, Laos, pa pol Singapur, Malezija, Singapurja, ja. tam čez v Indonezijo na otok Sumatro s trajektom, sem že gledal, so tudi cene trajektov, čisto poceni. Pol pa cela Sumatra, pol pa cel otok Java, potem pa s trajektom še na Bali in to je to. Pol treba seveda pa še avto domov dobiti, ne? In to, ti imaš to namen z enim avtom iti, pa Ja, z enim avtom, ampak da bi jaz rečemo, jaz štartam 1. aprila, ja, da bi se pa sem, ne vem, do 1. augusta, Tako, pridem, naprej, ne vem, do Teherana, v Teheran preleti en drug, Pa gremo avto naprej. prevzame, jaz Tako. grem pa nazaj za par mesecev. Ne? Tako Tako. da tu mi je ta načrt in tu mi je življenjska želja. In viš, eni si želijo imeti Lamborghinije, jahte, ne vem kaj še vse, le jaz si pa to želim in sem tako vesel, da sem tak, ki sem, da sem zadovoljen s takim malim stvarmi, pa bo kdo rekel, se to ni mala stvar, ampak to ni finančno noben problem. To je zelo pocen, to bo mene koštalo samo malo več, to bo koštalo mene samo malo več, kot če bi doma živel. Jaz sem šel, vsej to tisti, ki me spremljajo, jaz sem šel do Gruzije z avtom, 10.000 km sem naredil, 25 dni sem bil okoli in sem zapravil 1200 evrov. Ja, Da ne govorimo o Iranu, pa teh državah, v Kazahstan, pa tudi tam je tudi bencin, nafta, še ful cenejši. Tam je poceni, V ja. Iranu sem bil, smo 8 centov plačevali nafto. Ne, bencin smo 8 centov, nafta je bila pa 1 cent. In tu so poceni države. Jaz bom celo na tem poti, bom cenej živel, kot bi doma živel. Tako da tle nima denar absolutno nobene
postavke, ali bom šel, ali da zaradi denarja ne bi mogel jeti. Seveda, en avto je treba kupiti. No, se to me pa zdaj zanima, kako imaš namen glede izbire avtomobila? Probal bom kakšnega sponzorja dobiti. Jaz vem, da sem že tukaj prepoznan, da sem prepričan, da se kakšnemu sponzorju zelo splača mi biti sponzor, pa posoditi avto za ta cajt, če že drugačne. Ker kaj, to sponzor zaveš, tudi avto cenejš dobi, ki ga jaz dobim, in ki ga bo čez 2 let nazaj dobil, bo glih tukaj še vreden, kakor je za njega dal. Tako da tu je za sponzorje sigurno velika priložnost. Pa če ne bo, se pa tudi ne sekiram. Če pa ne bo sponzorja, pa kupim en Jeep, mu sem v misli Hyundai Santa Feja, ki ga je moj brat, mu tudi tak velik Jeep, dober, kvaliteten. Tu dobiš za 10.000 evrov dobiš Jeep, oranko hranjen, dober, in tu so kvalitetni. In ne vem, pa če smo pol v projektu 3, vsak 3 ure 300 vzamem, damo za enega, pa je tu, pa spet ni neki. Ampak sej polkom domov prišli, ga še prodamo. Tako da ni strošek. Rečemo, ko smo šli v Iran z avtom, tudi smo šli tudi z avtom do Irana, smo prav za to pot kupili avto. In smo ga kupili za 1500 evrov, za 1300 smo ga pa prodali. Bilo nas je pa 5, tako da je nas pol uporaba avta koštala, pa 10.000 km smo naredili, več kot 10.000 km, nas je koštala, ne vem, manj 40 evrov na osebo. Tako da nas se da, ljudje pravijo, jaz bi tudi potvil, če bi mu denar. Ni denar, da nas sploh ni vse denar. Ne vse, sploh ti lahko potuješ, imaš tudi, ne vem, če poznaš stran couchsurfing. Tam ti ljudje zastonj dajo couch, da ti na njemu spiš. Se pravi, lahko greš topat. So načini. So načini, sigurno so načini. To je pa kar velik, to si pa kar zadal nek izziv. To je taka želja. Vsaka čas, jaz pravim, to bo res en velik uspeh, če ti pa to rata, pa nimam besed. Če bi videl, če bi jaz lahko vazil, bi se javil, da grem zraven, ampak kdaj drugič? Tako da, res. To je predvsem želja iti, niti ni nobena, niti mal ni tega noter, da bi to šel za to, da bo to neki uspeh, da bo neki podvig, čeprav običajno je tako, se tudi, ne vem, Pogačar pa Roglič ne kolesarta na Tour de France, zato ker rada kolesarta, bi rada zmagala tam, ampak jaz si to pa res toliko želim, ker sem toliko v teh potovanjih noter. In kaj mene to zanima? Da tam po Uzbekistanu, Tadžikistanu, v enih hribih, v nekih vasicah, neke ljudi srečal, ki bojo mogoče prvič Evropejca videli. Jaz se tega tako neznansko veselim, res, da ti ne morem povedati. Če bom ta projekt speljal, pa se ga moram, jaz bom najsrečnejši človek na svetu, res. Super, jaz upam, da ti uspe in da res, se pravi 2025 z aprilom, da štartaš. 1. aprila, ja. 1. aprila. Ja, samo to je 1. april, to je dan šaljivcev, da ne v to, kar še natek pa na koncu. Ne, jaz sem si 1. april dal zato, ker čas se mi zdi, to je prvi, mislim, glede na to, da je zima, pomlad ratuje, da je tu, ne vem, Turčija takrat se vreme začne rihtati, prej bi bilo neumno jeti, ker bi bilo tudi v Turčiji premrzluše, kje bi me kakšen sneg presenetil, pa to ne. Tako da, kvečem tudi, če ne bo 1. aprila, ne vem, 15 dni kasneje, ti se pol pa idealno, pa te ni, naprimer, nič strah iti po teh državah, kakor so, ne vem, Iran, Irak, tiste države tam dol, ko pravijo, sploh zdaj, kar se to dogaja, te aktualne informacije. V Iranu sem že bil, takrat, ko sem rekel, da smo z avtom bili. In veš, kako je, ko prideš v Iran. Je sicer malo grozno, ker je tista meja čisto zaprta, ena vrata, orenk, bodeča žica, en tak slab občutek mogoče, ampak ko ti tam prideš na carino, ti carinik roko da, pa prav welcome to Iran. In
tukaj sigurno, kot sem se v Iranu počutil, zdaj ne bom rekel, še nikjer, ne bom rekel, ko se ne spomnim, ampak se pa veliko bolj varnega počutim v Iranu, kot pa v Ljubljani. 100% sigurno. Lej, spali smo, kot tujci smo imeli, nikoli nam niso cestnine računali, nikoli nam niso parkirnine računali. Čeprav smo šli z avtom, smo v enem velikem mestu taksi najeli, ki je bila gužva, smo rekli, da se ne zajebavamo, pa glih parkirplac smo dobili, nas je en tip ustavil, nas je vozil za 100, ni nič hotel, ni podrazno. In tako prijazni ljudje, dvakrat smo tudi taborili, smo imeli šotore s seboj in to je tudi odlična izkušnja, ne. In enkrat, drugič, ko taborimo, se spomnim, postavimo glih šotore, pa pride en človek, pa nas gleda malo čudno, ne. Mi pa prijazno, a lahko tle šotore postavimo, da bomo spali, ne. Ne, pridite k meni spat. Nas je domov povabil, sicer nismo šli, da nas mi je žal, da nismo šli, ker jaz tu zdaj, mislim, pol spoznaš domačine in tudi domačino narediš usluge, meni kdaj ljudje, to so tistih 1%, ki je zlobnih jezikov, ki me pač ne marajo, pravijo, se naslanjaš le pri njih. Se zmeraj najdejo. Ne, da sem šel zato do njih, rečemo, zdaj v Srbiji so me eni na pijačo povabili, tam na ulici, ne na ulici, v eni vasi sem jih srečal, ko sem za eno pot vprašal, pa so me povabili, pol je bil pa roštelj in vse, ne. Pa so eni rekli, si šel zato, da so zastoj naju. Ne, nisem zato šel, da sem zastoj naju. Šel sem zato, ker sem vedel, da se bojo neka prijateljstva splela in da tudi zveš, da vidiš, da imaš stik z domačinem, ne. Tako da jaz zmeraj te povabila, zmeraj izkoristim zato, da vidim, kako živijo in tu mi je žal, da se nismo odločili. Takrat je bila že tema, pa mogli šotore skrb dati, pa tako naprej, tako da zato nismo šli drugače, pa to najboljš, da greš k enem domov, ne. In obenem si v bistvu začel ti tudi se še z YouTubeom ukvarjati, ne, ker daješ tudi izpotovanj posnetke gor. Tako da si tudi YouTuber. Je v bistvu bil povod prav potovanja, so bila nekako povod, da si s tem začel, ali je bilo kaj drugega, da si začel še z YouTubeom se ukvarjati? Ja, predvsem potovanja. Predvsem potovanje, jaz sem hotel, da dajem potovanja gor, ne. Sicer sem mu zelo dolg časa problem in tle sem tudi največ zgubil. Jaz, če bi začel, rečemo 2015, takole video gor dajati, bi mu zdajle krepko preko 100,000 sledilcev, sem prepričan. Jaz pa nisem znal video montirati. In sem mu v glav prepričan, da je to ful težko. Dobre 2 let nazaj, to je bilo avgusta 2021, mi je pa sodelavec rekel, Tomaž, jaz sem en program za montiranje videov nabavil, za en mesec, da sem zmontiral video, ko sem bil na morju, prav boš videl, kako je enostavno. In mi to pokaže, bom rekel, osnovno sem se naučil v 5 minutah. In sem videl, da je čisto enostavno. No, pa sem pa to začel, takrat se je pol moja gledanost začela. Ker imam jaz pa že v 2015 naprej videe, ampak to je takrat, ko pritisnem, pa takrat, ko ugasnem je video, nisem znal niti, da bi 5 sekund prej odrezal, ne. Tako in ni bilo nobenega. Pa si končal snemati, pa je bilo to. Tako pa je bil to video, ne. Tako da, začel sem izključno zaradi potovanj, no. No, pol sem pa še kakšne, ko sem videl druge, da snemajo, še kakšne podjetniške nasvete sem gor dajal, pa zdaj tudi kakšne druge teme obdelujem, tako. Tisto, kar mi je všeč, delam intervjuje, tako kot ti. In je to vse to, kar delam z YouTubeom in socialnim mrežem, mi je super. Ne, en ljudje pravijo, te socialne mreže, to je brez veze. Ni brez veze, brez veze je za tiste, ki so bedaki, ki samo gleda, kaj drugi delajo, sosedje, pa tukaj, ki je sam nekaj, lahko pa tudi kaj pametnega gor najdeš. Na YouTubeu koliko stvari pametnih najdeš. Ne vem, pol jaz, če kdaj kaj ne vem, vprašam,
Mislim, jaz karkoli ne vem, vprašam za nazaj. Kam je na pregled za oči, ki sem šel rečemo za očala, ne? Imaš, pa je, ne, pa so mi svetovali tamle ungale, Poljšaki iz Novega mesta, pa sem šel in ne, je bilo tako, kot so ljudje so rekli, ful bo dober, ne, mislim, ful so dober in tako, ali pa ne vem, če sem kje tudi, ki gremo na kakšno novo državo, napišem, aha, je že kdo bil na Tajskem, kaj je tiste 2 stvari, ki so bile najbolj zanimive. Mislim, socialna mreža, pol narečem, spoznaš ljudi, viš, tudi mi, da se drugače ne bi poznala, če ne bi jaz na YouTubeu bil. Ja, seveda. Ne, lej, to je fenomenalno, tako da to izkoriste. Ne. Jaz pravim, da so lahko socialna omrežja zelo koristna, ne, seveda, če jih uporabljamo v prave namene, v koristne, da ne delamo neumnosti, kar bom tako rekel. Ne. Ja, točno tako. So lahko zelo koristna. Ne. In Facebook, Instagram, YouTube ali pa Discord, recimo zdaj, ko ratuje med mladimi, tudi precej bolj popularna zadeva. Ne. Treba je za prave namene uporabljati in kar se tiče Discorda, veš, da samo vem, da obstaja, ne vem pa kaj sploh. Zdaj boš mogel pa še provat, jaz ga imam. Imaš. Jaz ga imam. In kaj je fora tega Discorda? Discord je v bistvu aplikacija, bolj je bila na začetku namenjena bolj tem, ki igrice špilajo, ampak zdaj je v bistvu zadeva se dosti bolj razširila, se mi zdi, da jo tudi uporabljajo, tudi kakšni, ki se šolajo, da imajo kakšne te skupine. V bistvu Discord je varianta, ne vem, ni isto kot Skype, ampak je pa na podoben princip, se pravi, ti lahko gor ljudi dodaš, z njimi klepetaš glasovno ali pa tekstovno ali pa tudi video, pa lahko narediš Discord strežnik oziroma Discord server, narediš kot neko community in lahko ljudje pridejo noter in imaš kanale in pol klepetajo v bistvu en z drugim. Se pravi, imaš isto tekstovne kanale ali pa tekstovne ali pa glasovne. Pa imaš pa še razne te bote, ko ti pa lahko še kaj dodatno popestrijo server, ne vem, imaš naprimer bote, ko ti piše lahko kakšne rezultate v realnem času iz kakšnih fuzbal tekem, pa imaš razne te bote za igre, ko ti lahko pišejo kakšne rezultate noter. V glavnem Discord se je zelo razvil v tem času. Slišim, da je to čedalje bolj aktualno, ja, ampak jaz posvečam čas Facebooku, YouTubeu, TikToku in Instagramu in ne vidim zdaj, kje bi najdel plč še za 5. zadevo. Ja, jaz imam naprimer, mogoče za slovenski Discord je neka številka, že mogoče še ni, jaz imam trenutno okoli 230 ljudi noter, kar pač je neka cifra, ampak ni velik strežnikov ali pa serverjev v Sloveniji, ko bi imeli prek 1000 ali pa 2000 ljudi. Po mojem bi jih lahko na prste preštel z te slovenske serverje, ko bi dejansko imeli toliko ljudi noter preko 2 jurja naprej, recimo. Veš, kako bom jaz pol to naredil? Jaz se bom registriral, da sploh vem, koga je to, pa bom šel v to tvojo skupino, da bom vsaj malo videl, kaj ti delaš, pa bom morda tudi jaz kdaj prišel do kakšne ideje, zakaj bi jaz to rabil. Čeprav preveč je pol vsega, tudi kdaj pri kakšnih stvareh mogoče jaz poznam enega, ki se z YouTubeom ukvarja, in on je rekel, samo YouTube, nobenega drugega socialnega omrežja, da sem na to skoncentriran. Sicer on ima čist drugo, on ima štarta na cel svet, on je tudi že s YouTubeom res ta prav denar naredil in prav, ne bom se z Instagramom ukvarjal, če se jaz ukvarjam 2 ure na dan z Instagramom, se pravi se 2 ure manj z YouTubeom in ja, to je tako, kot tisti doktor, ki je najboljši srčni kirurg, on najbrž možganov ne zna operirati, on zna samo srce. Moraš biti specializiran. Je pa tako, naprimer, ti si lahko veliko stvari tudi avtomatiziraš v Discordu, kar pomeni, da tudi niti treba spet toliko veliko delati, pač je pa res, da moraš nekako skrbeti za to, da je skupnost aktivna. Ja, če ne pozabijo na te. Tako, če ne pozabijo na te. Jaz, naprimer, sem si pa tako uštimal, glih ti boti so zato fajn. Jaz, ko imam spletno stran, ko pišem novice, mi bot sam objavil članek v kanal noter, ko je novica objavljena in dejansko manj ni treba nič narediti.
No, super. In lahko si na razne načine pol ti prilagodiš ta Discord server, da si ga zautomatiziraš, pa da pol tudi gradiš na skupnosti, da povabiš ljudi noter, ker se mi zdi, da zdaj pa tudi v Sloveniji že ta aplikacija ratuje kar popularna, no, da ima čez dalje več ljudi to. Tako da je to v bistvu še en vir, recimo temu, ko se lahko z ljudmi, saj jaz ko mislim, ko se lahko z ljudmi še bolj povežeš, ne. Ker se mi zdi, da na YouTubeu pa Instagramu je še zmeraj ta komunikacija, ok, se je dvosmerna, pišeš komentar, odgovoriš nazaj, ne, ampak v Discordu gre pa dejansko kot za klepet, ne, v bistvu je pa res skupnost, ne, ko si v kontaktu lahko z ljudmi non-stop v bistvu, ne. No, lej, dobro, da si mi to povedal, mečkam bom pogledal enkrat, ko bom kakšen luft najdel. No, Tako. Mislim, vsaka stvar se ti tudi zdi na začetku, šliš za no, rečeš, ma to je nekaj brez veze. Vse to sem jaz mislil. Vse je brez veze, dokler ne probaš, ne. Zdaj, zakaj bi, mislim, če bi bilo brez veze, ne bi to ljudi uporabljalo, ne. Jaz sem izga mnenja bil, sem rekel, meni je to čist brez veze, kaj čem s tem, ne. Zdaj pa dejansko vidim, da mi lahko pomaga tudi pri tem, kar delam, no. Pa že to, ko ti nekdo v klepet kaj napiše, kakšno pohvalo ali pa kaj vpraša, že to je, mislim, ali pa da se sploh ljudje med seboj pogovarjajo takole, že to je nekaj, no, tako da je tudi meni na začetku se zdel brez veze, zdaj pa vem, da gre v pravo smer. Veš, kaj me še zanima za konc, mi pa še povej, kje se vidiš ti čez 10 let? Vidim se, da bom predvsem potoval pa užival. Ne vem čisto točno kje, ampak čez 10 let še zmeram upam, mislim, sem prepričan, da bom še zmeram nekako zdrav, da bom to normalno potoval. Vidim se nekje na potovanjih, verjetno, ne vem, ta, ko sem rekel z Balijem, z avtom do Balija, ne, lej, tudi bojo projekti, ne vem. Jaz si želim cel svet prepotovati in tu mi je edini cilj, največji cilj, ne vem, tako bom šel tudi z avtom po Afriki, tako bom šel tudi z avtom po Južni Ameriki, lej, tle nekje, pa vidim se, da bom snemal te videe, tudi imam načrt, da bo, jaz sem prepričan, da bo te moje videe, enkrat sicer to moram zdaj zadelati za globalno, se pravi, da bo glas v angleščini, da bom neke dokumentarne videe snemal in jaz mislim, ne izključujem možnosti, da bo obljubim lahko, da bom probal, da se mogoče celo kdaj kakšen moj video na National Geographicu pojav. Je morda tu taka, bo kdo rekel, nakladaš, se precenjuješ, ampak lej, moraš imeti visoke cilje, sanjati, če ne drugega, da imaš sanje, če to sanjaš, imaš pol še možnost, da prideš do tega. Če pa misliš, se jaz ne morem, se jaz ne bom nikoli, pol pa sigurno ne boš, ne, tako da... Da ne boš jezen, ker ti nekaj rekel zdaj na konc, ne. Veš, kaj sem marsikjermu rekel, tako, ko sem se z neparimi pogovarjal, ne, pa sem jim omenil, da ti prideš, ne, veš, ko mi je en nazaj rekel? Kaj? Ja, to je pa unke velik naklada, sem rekel, lej, bomo vsaj kaj zapovedati, sem rekel, ko če bi tebe povabo kot unga kolega, ti bi vzih tih skos, ne. No, to si dobro povedal. Če ne bi mu jaz nič pametnega zapovedati, me ti ne bi povabil in tudi tuk ljudi, kar me spremlja, posluša in tudi dobim res velik pohval, pol ne bi bilo tako, ne. Me pa taki komentarji absolutno nič ne prizadenejo, ker... Tudi mene ne, če meni kaj reče. Prvič še to, da nakladam, ampak kdo pravi, da nič ne vem, pa da sem neumen. Lej, nekaj v življenju sem uspel, tudi nekaj sveta sem videl, tako da glih najbolj neumen nisem na tem svetu. Lej, lahko bi mi kdo rekel, da sem pokvarjen. Tu tudi smo ljudje, zmeraj vsi mislimo, da smo dobri, ne? Tu bi še rekel, tu pa mogoče celo jaz sam se plažem, da nisem, ne, čeprav se nimam za pokvarjenega, ker, lej, prvič že tu, jaz nobenemu človeku ne želim nič slabega, pa je malo takih ljudi, ne zdaj, da sebe hvalim, ampak vem, sem že tukaj cajt na svet, da vidim, kakšna je ta navošljivost, pa žlehtnoba, pa tako naprej, mrzdu, bi bil pripravljen 100 € zgubiti, da bi jih jaz 1000 zgubil.
ne, če razumeš, kaj ti čem povedati. Tako je, ne, lej. Ja. Svet je pokvarjen in jaz pa ne želim, da me kdorkoli ima za nekega dobrotnika, ker moje teorije je tudi tisti, ki se hoče najbolj pokazati, koliko so dobri, so najbolj pokvarjeni. To so moje izkušnje. Ja, sej Ne ti bom verjel rekel, čist. da drži, ampak moje izkušnje, tako da jaz nočem, da bi ljudje govorili, unije pa tako dober, unije pa tako dober. Ne? Ampak mislim, da je velika večina ljudi bolj pokvarjenih, bolj žlet, kot sem jaz. Ja, lej, jaz pravim tako, treba je spoštovati drug drugega, pa predvsem pa, da se imamo radi za tistih par let, ko živimo, pa predvsem, da uživamo, ne, to bi bilo bistvo nekako, da bi bilo vse v redu, recimo temu, ne, ampak žal smo različnih karakterjev ljudje, ne, in tako pač bo. Ja, žal je, eni tudi, ne, se jaz te vsi hejteri, ki so, ali pa večinoma bom rekel, to so neke njihove travme, ali so nezadovoljni z življenjem, da pol mene tam neke grde komentarje pišejo, pa take zadeve, ne. Tudi kdaj neokusne, rečemo, sem šel z mamo na izlet, pa sem seveda to objavil, ne, in so pol taki neokusni komentarji bili, mislim, neokusni, ker mi je bilo večkrat zaradi mame narodno, ne. Mislim, da moraš biti tukaj žleht, da nekaj pišeš, da še na mojo, ne vem, 78 let staro mamo leti, ne misliš, moraš biti res gnoj od človeka, ampak ti misliš, da sem jaz gnoj, ti, da si pa dober človek, ne. Ampak ta človek mora imeti ene hude probleme v življenju, zato tak je, lej, če gre tebi dober v življenju, ne vem, če sem jaz zadovoljen v svojem življenju, zakaj bi tebi želel nekaj slabega? Normalno. Mislim... Jaz pravim, treba, da vsak zase poskrbi, predvsem pa, da drugim ne škodujemo, ne? To je nekako bistvo. Ne? Sej jaz vem iz svojih izkušenj, tudi marsikaj sem že slišal na svoj račun, ampak čez 1,6 čez drugega ven, pa je to. Če si ti pošten človek, se nimaš kaj sekirati, kaj bi drugi rekli, pa tudi če rečejo karkoli slabega. Seveda. Meni lahko reče ljudje, da kradem. Ne, jaz vem, da ne kradem. Jaz tudi Govori ti, kukor češ. Se ne bom sploh s tem obremenjeval, če smo čisto pošteni. Ne? Ja, Tomaž, kaj čem ti reči? Najlepša hvala, da si prišel, da si vzel čas, tole je bilo vrhunsko. Sej verjamem, da se bomo midva še srečala, pa seveda jaz ti želim, da ti tisto potovanje uspe od Trebenga do Balija. Hvala. Hvala tudi za povabilo, tako da jaz rad hodim na takele podcaste, rad govorim, čeprav jih tudi sam snemam, moram reči, da sem veliko rajš v vlogi gosta, kakor pogostitelj. Tle pridem, se usedem, nič me ne skrbi, če tehnika dela, če ne dela. Ja, ker morajo drugi za to poskrbeti. To drugi skrbijo, tako da ja. Jaz lepo govorim in uživaš in to je to. Prijeten klepet in to je to. Ja, najlepša ti hvala še enkrat. Ostali pa, če vas karkoli zanima, spletna stran portal 100.si, Facebook, Instagram pa v Discord tudi pridite nas kaj pogledati, ker se imamo zelo fajn.